11.000 evrov za kvadratni meter oziroma skoraj 80 tisočakov za vsega 7 kvadratnih metrov veliko sobo v središču Ljubljane. To je nov v nizu nedostojnih spletnih oglasov, ki že leta dvigajo nemalo prahu. Ne le, da nakup stanovanja za večino mladih meji na znanstveno fantastiko, vse težje je poravnati tudi najemnino, seveda, če vam je stanovanje sploh kdo pripravljen oddati. A niti nepremičninski davek ne bo rešil te zagate, opozarjajo strokovnjaki. Vlado pozivajo, naj poišče učinkovite rešitve. Tadej Grešovnik. Soba s posteljo in manjšo mizo ter kopalnica, ki jo deliš še sosedom ali dvema. To ni obujanje spominov na dijaške ali študentske dni. Je nepremičninski oglas, ki razburja. Vsega 7 kvadratnih metrov velika sobica v bližini Tivolija je, zapiše lastnik, lahko vaša za 79 tisoč evrov. Meni je bila zadosti sobica, tu bom ostaril, tu sem doma. Takole je pred 4 leti zelo skromno prepevala priljubljena slovenska glasbena skupina. Danes pa ti isti verzi zvenijo bolj kot preslišana svet in ne nazadnje zamujena investicijska priložnost. 4 sobice so namreč danes v Ljubljani na voljo kupcem, najcenejša za 65 tisočakov. Jaz tudi lahko prodajam 1 kvadratni meter za 1 milijon evrov, ampak seveda ga nikoli ne bom prodal. Tako da je to morebiti bolj provokacija kot pa resen oglas. Tako predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja, a izjemna draginja na trgu je realnost, priznava, neznosne razmere pa je moč pripisati temu, da Slovenci svoje prihranke pogosto naložimo prav v nepremičnine. Lahko napovedani davek obrne ta trend. Bistveno bolj pomembno kot to, da se zdaj pogovarjamo o davku na nepremičnine, je ustrezna stanovanjska politika in več gradnje stanovanj, po domače rečeno blokov, seveda ne vila blokov, kar je neumnost, blokov, recimo z večjimi stanovanji, ki so za trg, se pravi za nakup, ampak predvsem seveda za najemanje. Premožni lastnik milijonske vile, v kateri živi, ne bi plačal niti centa. Lastnik manjše zidanice pa več 100 evrov. Predlog, kot ga je zastavila vlada, ni le nepošten, je tudi neustaven, opozarja Novak. Bi pa mogoče, rekel, vladi svetoval, da bi predhodno, preden se vso kolese zažene, vprašalo Ustavno sodišče, kaj si o tem razmerju misli, tako da bi vsem prihranili slabo voljo, ker ta vlada absolutno te bitke zdravega razuma ne more dobiti. Podobne ideje so se sicer v preteklosti že izjalovile v Franciji in Kanadi. Uspeh vladnega predloga, predvsem zato, ker je lastniški dom v Sloveniji tako rekoč sveta stvar, dvomi tudi profesor Hočevar. Nobeni vladi do zdaj še ni uspelo. Vsaka vlada, po moje, tudi v prihodnosti pade na tem vprašanju. To je ena redkih stvari, zakaj bi šli ljudje na cesto. Se pravi, tako recimo po balkansko bi se reklo, ne diraj. Spomnimo, Ministrstvo za finance je zgolj v nekaj tednih z njihovimi predlogi izhodišč za obdavčitev premoženja prejelo več kot 300 pripomb in komentarjev, organizacij, pa tudi razburjenih lastnikov nepremičnin.